Cenjene gledalke in gledalci, veseli nas, da se ponovno družimo v aprilski izdaji Aktualno na GFML. Dogodkov je bilo tokrat toliko, da jih vseh nismo mogli stlačiti v eno oddajo, zato vam predstavljamo nekatere odmevnejše. To so dinamične mednarodne izmenjave, nepozabne ekskurzije in nekatera pomembna srečanja. V sklopu Erasmus Plus izmenjave so se dijaki umetniške in splošne gimnazije odpravili na nepozabno avanturo v italijansko mesto Varese in se tako podali na raziskovanje različnih področij umetnosti, jezika, kulture in kulinarike, kar je bil tudi cilj izmenjave. Za dijake je bila to povsem nova izkušnja. Pri sosedih so tako spoznavali različne pristope tehnike in filozofije, ki so jih popeljale izven njihovega vsakdana. V okviru skupinske mobilnosti so aktivno sodelovali pri pouku številnih predmetov, ob tem pa razvijali medkulturni dialog in izboljševali jezikovne spretnosti. V ospredju so bile teme, kot so potovanja, izobraževanje in globalizacija ključne dejavnosti, pa debatne in gledališke aktivnosti, ter seveda druženje. Med izmenjavo smo obiskali tudi mesta in znamenitosti v okolici, tako smo se odpeljali v severno prestolnico Milano in do mesta Como s čudovitim jezerom ter se povzpeli na Svetogoro Sacro Monte. Erasmus izmenjava v Italiji je bila neprecenljiva izkušnja, ki je dijakom omogočila poglobljeno raziskovanje drugih kultur, spoznali pa so tudi neprecenljiv trajnostni način potovanja. V marcu so dijaki 3. M in 3. V oddelka ter ena dijakinja 2. V oddelka opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcih na Portugalskem v mestu Braga. Dijaki medijskega tehnika so delali v različnih podjetjih, dijaki predšolske vzgoje pa v vrtcih. Poleg delovnih izkušenj so spoznali portugalsko kulturo, šolski sistem, prehrano in trajnostni razvoj. Srečali so se z novo kulturo, različnimi delovnimi izkušnjami in pridobili vpogled v globalni svet, kar bo pomembno vplivalo na njihov nadaljnji razvoj. V marcu in aprilu smo bili veseli številnih gostov, ki so ob različnih priložnostih obiskali našo šolo.
V letošnjem šolskem letu smo imeli čas gostiti 33. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. Kot šola, ki se že vrsto let ponaša z nazivom najraziskovalna srednja šola v Pomurju, smo se te priložnosti še posebej razveselili. Srečanje je potekalo v ponedeljek 17. marca 2025, dijaki iz osnovnih in srednjih šol Pomurja pa so predstavili svoje raziskovalne naloge. Med njimi je bilo 10 nalog, ki so nastale na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Pripravilo jih je 16 dijakov pod mentorstvom 6 profesorjev. Dosežki naših dijakov so izjemni. 2 zlati priznanji, 6 srebrnih priznanj in 2 bronasti. Še posebej pa smo veseli, da se je kar 8 raziskovalnih nalog uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo 21. maja 2025 v Murski Soboti. Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva se misel ostane, še kdo verjame in takšne stvari. Tudi lokalna skupnost zna, kako važno je znanje, kako važno je raziskovanje in kako važno je to, kad nekaj novega najdete, kad nekaj novega gor pridete, kad tisto, ko se v šoli ščite, znate te vkuperđasti v nekšno raziskovalno nalogo. Dnes je bilo že dostakrat povedano, ko je 33. srečanje. Tako krat, ko sem ne mogel kaj, ko se ne bi spomnil 33 leta nazaj, pa ti vaše ni bilo. Tako smo začeli, ko je bilo raziskovalnih nalog tako malo, ko smo osnovnošolske napravili v Pomurje, srednje šolske pa na Ptuju. S kasnejšim županom, Čelanom smo te nekako začeli ta srečanja organizirati in moram povedati, ko sem prek toga, da bo dosta pajdašov in tudi vi, je gnjes imate priliko dosta dobite in izkoristite to priliko, kada tome dnešnjimi dnevi rejsan ime srečanje. Upazili ste, da je to ne tekmovanje. Smo na začetki že pravili, da ne bomo delali tekmovanje mladih raziskovalcev, to je srečanje mladih tekmovalcev, na katerem povejte, ko ste raziskali in se med sebe srečate, tudi koliko drugega navčite, predvsem pa, ko se spoznate, pa dobite še pajdaš. V sredo, 19. marca, so našo šolo obiskali dijaki iz gimnazije v Monoštru. Obisk je bil posledica obiska Monoštra strani naših dijakov v mesecu oktobru. Takrat je bilo dogovorjeno, da bo naslednje srečanje gostila naša šola in da bo poudarek na športnem druženju. Poleg odbojkarske tekme so gostje spoznavali našo šolo, slovenski šolski sistem in mesto Ljutomer. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bodo naši dijaki Monošter ponovno obiskali jeseni. GFML-jevci smo se seveda najbolj veselili medpredmetnih ekskurzij v London, Prago, Berlin in Rim. V začetku aprila so se dijaki prvih letnikov odpravili na nepozabno izbirno ekskurzijo v Italijo. V strokovnem delu programa je bil tudi obisk Vatikana. Ogledali so si neprecenljive zaklade vatikanskih muzejev in ogled zaključili v veličastni Sikstinski kapeli. Navdušeni so bili tudi nad Berninijevim trgom in baziliko svetega Petra. Sprehod so nadaljevali po središču do fontane Trevi, trga Navona in znamenitih španskih stopnic. Seznanili so se z zapuščino največjih podvigov antike, se ustavili pri stebrih Cezarja, Trajana in Marka Avrelija, stopili v Panteon, se sprehodili po rimskem forumu in spoznali veliko o življenju in kulturi v rimskem imperiju. Vrhunec ogledov je seveda predstavljal obisk Koloseja. Z antiko so se srečali tudi v Pompejih, ki jih je pred skoraj 2000 leti prekril vulkanski pepel iz Vezuva. Potovanja je bila nepozabna izkušnja, ki je prinesla nova spoznanja o zgodovini Apeninskega polotoka in o življenju v sodobni Italiji danes. Z Novčičem, ki so ga vrgli v fontano Trevi, pa so se zaobljubili, da se v Rim še vrnejo.
Več kot 100 dijakov drugih letnikov se je te dni mudilo v eni najlepših evropskih prestolnic, Pragi. Polna bera kulturnih in zgodovinskih doživetij je dopolnila edinstveno spoznavanje bogate zgodovine, arhitekture in tradicije, ki zaznamujejo to mesto. Impozantni grad Hradčani je dijake očaral s čudovitimi razgledi, številne Plečnikove stvaritve pa so jih navdušile svojo edinstveno kombinacijo modernizma in tradicionalne arhitekture. Seveda ni šlo brez sproščujočega sprehoda po Karlovem mostu, obiska staromestnega trga z znamenito astronomsko uro in tradicionalno živostjo. Raziskovali smo tudi številne manj znane mestne četrti in ulice, obisk mesta pa zaključili z nepozabno plovbo po reki Vltavi. Ustavili smo se tudi za ogled čudovitega gradu Hluboké, ki je svojo lepoto in veličino dopolnil to nepozabno potovanje. Preostali drugošolci so se potepali po Londonu in spoznavali skrite in malo manj skrite kotičke britanske prestolnice. Dijaki tretjih letnikov so potovali v nemško prestolnico, ki nudi slikovit pogled v zgodovino Nemčije in Evrope ter hkrati ponuja moderni utrip mesta. Dijaki so običajno najbolj navdušeni nad ostanki Berlinskega zidu, simbola združitve, Brandenburškimi vrati in seveda nepozabno kupolo nemškega parlamenta. V spominu bosta ostala obisk Aleksandrovega trga, ki je še zmeraj družabno središče nekdanjega vzhodnega Berlina, ter vožnja z ladjico po reki Spree. Pogledali so si tudi muzej nekdanje DDR vzhodne Nemčije, v katerem je največ pozornosti pritegnil avtomobil Trabant. Na poti proti domu je sledil še postanek v hladnem in vetrovnem, a slikovitem mestu Dresden. Veliko je razlogov, zakaj bodo tretješolci potovanje v Berlin priporočali tudi svojim zanamcem. Med šolskim letom se odvijajo številni natečaji. Dijaki se nanje radi prijavimo, saj predstavljajo svojevrsten izziv. Tokrat se svojim izjemnim uspehom lahko pohvali maturant Tijan Fras. Tijan Fras obiskuje 4. letnik umetniške gimnazije. Izvrstno se je odrezal na natečaju Najst, ki ga je organizirala SNG Drama Ljubljana. Vrhunec natečaja je bila bralna uprizoritev Tijanovega avtorskega dramskega besedila Na malem odru, ki so si jo dijaki 4. letnika umetniške smeri tudi ogledali. V izjemno angažirani bralni uprizoritvi so nastopali študentje igre 3. letnika AGRFT, med njimi je bil tudi naš bivši dijak Jure Šimunka. Zakaj si se prijavil na natečaj? Na natečaj sem se prijavil zato, ker nas je z njim seznanil profesor Sandi Jesenik. Predstavil nam je ta natečaj že v 3. letniku, kjer smo pri predmetu gledališko ustvarjanje raziskovali neke osnove dramskega pisanja, pa sem se potem prijavil tudi letos. Super. O čem pa govori tvoje besedilo in kaj sporoča? Če na kratko povzamem, o čem govori, v bistvu gre za monodramo, nastopa ena oseba, ona, ki sem jo preko nekih zgodb in vsakdanjih prizorov postavil v neko okolico, nek prostor, posporoča v bistvu neke vsakdanje težave posameznika, s težavami, ki se soočamo vsi, mogoče nekoliko odseva tudi obdobje korone. Tijan Fras je med drugim tudi prejemnik prve nagrade na 2. natečaju za najboljšo refleksijo gledališke uprizoritve ali dramskega dela, ki ga razpisuje oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti Akademije. 3. mesto pa je pripadlo njegovi sošolki Kim Kolar.
Sledita naši stalni rubriki Minuta za raziskovanje in podcast. Z raziskovalno nalogo, ki nosi naslov Sinteza nanodelcev silicijevega dioksida z grajenimi fluorescenčnimi barvili, so poskušali ugotoviti, ali lahko sintetiziramo nanodelce silicijevega dioksida z grajenimi 3 različnimi fluorescenčnimi barvili, ki so fluorescein, rudamin in europijev kompleks. Ob tem smo na površino nanodelcev dodatno vezali še peksilan za koloidno stabilizacijo nanodelcev, ter končne produkte ovrednotili in jih medsebojno primerjali. Najprej smo si pripravili barvila za vgradnjo z dodatkom APS. Zatem smo sintetizirali nanodelce silicijevega dioksida z uporabo Štöberjeve metode, pri kateri smo pripravili raztopine vode, etanola in amonijaka, ki smo jih združili z raztopinami etanola, teosa in raztopino izbranega fluorescenčnega barvila. Raztopine smo čez noč pustili na stresalniku. Naslednji dan smo nanodelce posedli s centrifugiranjem, večkrat sprali ter na koncu redispergirali v vodi. Po uspešni sintezi je sledila vezava peksilana na površino nanodelcev, kjer smo redispergiranim nanodelcem dodali raztopino etanola, amonijaka in peksilana, vse skupaj 3 ure mešali v oljni kopeli, nanodelce nato posedli s centrifugiranjem ter prav tako redispergirali v vodi. Po sintezi smo nanodelce tudi analizirali. Nanodelcem smo določili koncentracijo v suspenziji, jim izmerili hidrodinamsko velikost z metodo dinamično sipane svetlobe oziroma DLS, ter izmerili še elektrokinetični oziroma zeta potencial. Nanodelcem smo prav tako izmerili še pH vrednost, ter na koncu preverili uspešnost gradnje fluorescenčnih barvil z UV lučko. Na koncu smo si tudi vzorce nanodelcev pogledali na tem sliki, ki je vidna na zgornjem delu prosojnice. Ugotovili sva, da lahko uspešno sintetiziramo nanodelce silicijevega dioksida z vgrajenimi različnimi fluorescenčnimi barvili. Pri tem se je izkazalo, da so največje nanodelce predstavljali nanodelci z vgrajenim fluoresceinom, najmanjše pa tisti z vgrajenim rudaminom. Prav tako sva ugotovili, da ima vezava peksilana na površino nanodelcev vpliv na njihovo velikost in sicer, da jo bo povečala. Povečanje je pri nanodelci z vgrajenim rudaminom znašalo 10%, pri nanodelci z vgrajenim europijevim kompleksom pa 6%. Vezava peksilana je imela tudi vpliv na elektrokinetični oziroma zeta potencial, saj se je ta premaknil bolj negativno. Pridobljeni rezultati ponujajo dodaten pogled v možnosti in uspešnost vgrajanja fluorescenčnih barvil v nanodelce silicijevega dioksida ter posledično izboljšanje njihovih lastnosti in vidnost za uporabo v bioloških sistemih. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi našega podcasta GFML-jevci. Tudi danes bomo spoznali enega izmed nekdanjih dijakov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki svojim delom pomembno prispeva k razumevanju in povezovanju evropskih vrednot v lokalnem okolju. Z vami sva Grega Donša in Mara Zec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav in hvala za povabilo v vaš studio. Grega Donša je izkušen prevajalec in direktor informacijske točke Europe Direct Pomurje. Tako je aktiven v širši družbeni sferi kot vodja Europe Direct Pomurje, lokalne informacijske točke, ki deluje v okviru evropske mreže Europe Direct. Ta mreža v državah članicah Evropske unije vzpostavlja most med institucijami EU in prebivalce spodbuja sodelovanje ter zagotavlja večjo preglednost delovanja unije. Pa začnimo. Gospod Donša, za trenutek se vrnimo nazaj v srednješolske klopi. Kakšne spomine imate na čas, ki ste ga preživeli na GFML? Lepe. Iskreno. Dostikrat me kdo vpraša, če bi se še vrnil nazaj v dijaška leta. Absolutno. Če bi pa že moral izbirati, pa definitivno tam od 2. letnika naprej, ko si že malo izkušen, ko greš čez ta strah 1. letnika, ampak same lepe izkušnje, pa tudi zgodbe ogromno. Je bila izbira srednje šole težka in kaj je vplivalo na njo? Tudi to vprašanje sem dobil zastavljeno, oziroma se dostikrat pogovarjam s kom, namreč v Murski Soboti sem doma približno 200 metrov od gimnazije Murska Sobota in me vedno kdo vpraša, zakaj pa si se odločil na koncu za ljutomersko gimnazijo. In iskreno povem,
Takrat je tudi, pa tudi zdaj še, jaz bom vedno zagovornik ljutomerske gimnazije, velja, da je boljša, večji red je, pa tudi nasplošno nekako bila tudi takrat bolj priznana. No in ko so bili informativni dnevi, sem se odločil med Mursko-Soboško gimnazijo in pa ljutomersko, ker polovica sošolcev iz osnovne šole je šla sem, polovica pa v Mursko Soboto, tako da sem bil razdvojen, s katerimi kolegi potegniti. No in potem grem na informativne dneve, najprej na gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, strokovno, lepo predstavljeno, malo tisto strahu spoštovanje si imel na začetku vseeno, potem pa gremo v Mursko Soboto, pa je tisti uvodni program, ko ga so pač predstavljali dijaki, pa ko sem pač tisto tam videl, mi ni bilo všeč, sem direkt rekel mami samo, ne, daj greva v Ljutomer, konec je. Se spomnite kakšnega posebnega predmeta ali profesorja, ki je imel na vas največji vpliv? Ja, tudi to je dobro vprašanje. Zdaj recimo razrednik mi je bil, oziroma nam je bil profesor Danilo Obal. In spomnim se, še zdaj imam pred očmi torej tisti najem pogovor, bil je maturantski izlet, torej v 4. letniku, ko sem se odločil v bistvu, kaj bi še šel sploh naprej, pa kateri predmet izbrati na maturi. In kot prvo sem imel izbrano nemščino, takrat je bila še možnost, da imaš oba jezika višji nivo in pa pač kot prvi jezik. Tu ni bilo sploh debate, če bom imel nemščino ali ne. Imel sem pa še zgodovino zraven. In pride profesor Obal na maturantskem izletu do mene, pa pravi, Grego, dobro namerjen predlog, kaj če bi stikaj drugega vzel na mesto zgodovine? Vprašam profesorja, zakaj pa to? Ker dejansko nisem vedel, kateri predmet pa izbrati. Pa pravi, jaz vem, da ti nimaš zid sledra za zgodovino. Vzal mi nekaj drugega. In potem sem se odločil za sociologijo. No. Bi lahko z nami delili kakšen poseben dogodek ali prigodo iz razreda, ki vam je še posebej ostala v spominu? Ja, tudi teh je ogromno, sam moram narediti najprej selekcijo, katere lahko omenim, pa katere ne. Dam enega takega bolj šaljivega. Zdi se mi, da je bil naš 4. letnik in vedno smo bili par sošolcev, nas je bilo takih, ki smo vedno zganjali kakšne predrzne take potegavščine, povejmo. Dobro namerne, nikoli zelo namerne. In je bila ravno malica, se mi zdi, ali pa bil odmor, se ne vem točno. In mi smo bili, zdaj ne vem, če 4. ali 3. letnik, zdi se mi, da je bil 4. letnik in smo imeli prosto uro. Je bilo eno nadstropje više, kot zdaj snemamo ta podcast, tam, ko se gre v knjižnico, je še knjižnica tam najbolj, ne? Torej tisti pač hodnik in so, zdaj ne vem, če so bili 1. letniki ali 2. letniki, so tam pustili torbe, ko so šli na malico. In takrat so bile še one viseče luči, pa zdaj ne vem, če so še ali nekaj, se ne spomnim točno. In sva s sošolcem, midva greva tam mimo, pa vidiva, da nobenega ni, poznala svojih pa par z tega razreda, pa tako midva gleda tiste torbe, pa je bila ravno ena lestvica tam dana, pa gleda tisto luč, pa gleda torbe, ko pa če midva to tja gor dala. In sva jim pač dala torbe gor, vse torbe, ki so bile dane, so jim dala gor na luč in po lestvico pač postavila na stran. No, to je ena taka nedolžna, ampak vseeno potegavščina, ne, ki smo izvedli. Toliko za tokrat. Več novic o našem pestrem dogajanju najdete seveda na naši spletni strani www.gfml.si ter na Instagramu in Facebooku. Mi pa se gledamo spet 27. maja, ko bo na sporedu naša naslednja oddaja. Srečno!